Kaj je kultura? Kateri pojem izraža ta beseda, ki je nam vsem tako domača in hkrati tako strašno tuja? Literatura, umetnost, znanost. To je le zunanji izraz, je le dokument narodove kulture, je dokument narodovega duševnega in materialnega blagostanja. Naša slovenska kultura, kakor je na današnji stopni, je rezultat vsega našega duševnega in materialnega dela od začetka zavednega narodovega življenja do danes. Zgodovina narodove kulture in zgodovina naroda samega je zgodovina njegovega političnega, družbenega in gospodarskega razvoja. To so besede Ivana Cankarja iz leta 1907 in so še vedno zelo aktualne. Minuli 2 leti sta pred veliko neznank in negotovosti postavili tudi kulturnike. Kako se s tem v korona času soočajo nekateri izmed njih in kako gledajo v prihodnost, smo povprašali nekatere izmed njih. Čeprav smo bili v korona času oropani koncertov, je bilo to za nas najbolj ustvarjalno obdobje do sedaj. V tem času smo začeli z avtorskim ustvarjanjem in že posneli nekaj avtorskih komadov. Korona čas me je, kakor verjetno mnoge med nami, presenetil, šokiral, popolnoma ustavil za kakih 8 mesecev. To je bil za mene res en popolnoma nov pristop k življenju, ki sem ga moral uporabiti. Nekaj časa sem bil izgubljen, na robu malodušja, verjetno tudi depresije, tesnoben ves čas pa to. In na poti sem se spraševal, katera žival bi jaz moral biti, da bi to preživel. Ali moral biti krokodil, ali moral biti črv, ali bi moral biti ptič, ali kaj bi moral biti. In sem se odločil, da je to verjetno najboljše za biti medved. In sem se pogreznil v eno hibernacijo, v spanje, v čakanje na pomlad narave in duše, ki se je zgodila. Hkrati pa je bil to zelo lep čas, ki sem ga lahko preživel s svojimi otroki in ki je definitivno darilo tega, da smo ostali brez terena in brez velike količine dela v nekem trenutku. Tako da zato sem pa hvaležen, ker so ti trenutki bili res dragoceni. Se pravi, iz tega časa sem potegnil kar nekaj zaključkov za to, kako se bo v življenju dogajalo naprej. Čas korone, čas krize, ali je vplival na mojo ustvarjalnost? Vsaka kriza vpliva na ustvarjalnost, ker vsaka kriza ti da misliti, če ne dovoliš, da drugi mislijo namesto tebe in ti ponujajo rešitve. Ko je kriza, na nek način nas to notranje stimulira in primora, da iščemo raznolika dejstva, raznolike argumente, da vklopimo lastno pamet in da na podlagi vklopljene pameti seveda stopimo v razsežnost osebnega razmisleka, primerjave dejstev, dialoga in seveda posledično tega tudi zanimivega ustvarjanja. Korona kriza je zarezala v kulturo, v ljubiteljsko kulturo ravno v času, ki je ta na vrhuncu svojega delovanja, kajti ljubiteljska kultura, njeni ustvarjalci ustvarjajo skozi jesen, zimo in potem na spomladi začnejo z svojimi igrami, petjem, plesi, predstavljati svoj program tudi na naših izbranih območjih srečnih. Tako da ravno v času, ko so bili pripravljeni, da pokažejo, kaj so delali vso jesen, zimo, se pravzaprav to prekinilo. Ja, v času korone se je marsikaj spremenilo. V tem času, ko se je družba malo zaprla, smo mogoče bili na boljšem tisti ustvarjalci, ki smo doma bolj v naravi, ki smo povezani z naravo in lahko tudi telo in duha predihamo vsak dan sproti. V tem času lahko rečem, da sem skozi dejavna, da skozi nastajajo nove slike, tudi take s tematiko korone. Potem končala sem svoje 4 knjige, ki so bile v delu in sem jih uspela nekako zaključiti v tem času, ki ga je bilo res dovolj. Potem nastajajo novi projekti, razstave, sodelujem na skupinskih razstavah, tako da za sebe lahko rečem, da sem bila zelo uspešna v tem obdobju. Moram povedati, da korona kriza Bistrice ob Sotli oziroma našega zbora ni najbolj prizadela, ker smo našli primerno rešitev.
seveda pač vaje prek nadaljavo, ampak jaz mislim, da si tega tudi ne more vsaka zasedba privoščiti, ker je tudi pogojeno to delo z računalnikom, tudi seveda z leti. In naš zbor smo lahko veseli, da pač imamo zelo veliko mladih pevcev in se je to dalo izvesti. Moram povedati, da se mi tudi zdi, da v manjših krajih, koliko pač sem povezana recimo z mestom Maribor, je to bilo veliko lažje izvedljivo, tudi potem, ko so se vaje zopet začele lahko v živo, kajti imamo veliko več možnosti koriščenja občinskih prostorov, kot pa se to dogaja v večjih mestih. Komaj čakamo, da znova pridemo na odre, da se predstavimo pred publiko in upamo, da bo kultura znova zaživela tako kot prej. V teh 2 letih, kljub vsem oviram, ki so bile na poti društvom, so društva nekako vseeno v svojih okvirih delovala, se udeleževala raznih izobraževanj. Prihodnost bo pokazala, v koliki meri se je ta ljubiteljska kultura zmanjšala. Sam sem optimist, da temu ni tako in da se bo na naših tudi bodočih območjih srečanjih in raznih dogodkih kulturnih društev pokazalo, da je ta kulturni naboj ostal in bo deloval tudi v bodoče. Kultura je tista, ki daje kvaliteto življenja in vsi se zavedamo, da nam razni kulturni dogodki, razna dogajanja v tem času zelo manjkajo. Kultura je tisto, kar te lahko tudi razveseli, lepa, dobra slika, dobra knjiga, dobra glasba, lepa pesem. To je tisto, kar nam lepša življenje in pa bogati naš vsakdan. In hudo je zdaj v tem času, posebej za tiste umetnike, ki živijo od kulture, ki ustvarjajo za preživetje. Tako da še dolgo časa mislim, da stanje ne bo optimistično, zato ker najprej morajo biti zadovoljene osnovne potrebe človeku, se pravi, da ima službo, da ima denar, da ima streho nad glavo. Ko je zadovoljena ta primarna plat, potem tudi zacveti kultura. In mislim, da ko se bo stanje v družbi, ko se bo stanje v gospodarstvu poboljšalo, da bo tudi za kulturo lepši čas. In če danes razmišljam o času, o pomladi, o tem, kar se odpira potem, ko bo tega konec, tako rekoč, če bo, bi pa rekel, da smo zdaj 2 leti skrbeli in se spraševali o svojih telesih, zdaj pa je čas, da se na veliko in intenzivno posvetimo svojim dušam in ne samo svojim dušam, temveč tudi dušam, ki so v naši neposredni bližini in da se potrudimo ostati ljudje, človeški, ljubeči, prijazni, veseli, navdiha polni, ustvarjalni, spoštljivi, pogumni, lepi, zadovoljni, zdravi. V sredini marca 2020 smo morali prvič v zgodovini zapreti vrata našega kulturnega doma. Soočeni smo bili z izzivom in vprašanjem, ali počakamo na čas, ko bodo razmere boljše, ko bodo dopuščale normalne aktivnosti, ali pa poiščemo nove poti do naših bralcev in uporabnikov. Takoj smo odprli YouTube kanal Knjižnice Šmarje pri Jelšah in začeli z objavo najrazličnejših vsebin za kvalitetno preživljanje prostega časa, za izobraževanje in druge vsebine. Tako smo nudili ustvarjalcem neko možnost, da svoje vsebine širijo naprej. Našim bralcem, našim uporabnikom, našim obiskovalcem pa smo nudili kvalitetne vsebine. V tem času smo presegli že več kot 500 000 ogledov. Vsak teden objavimo 5 do 6 videoposnetkov, ki si jih ogleda v povprečju 600 do 700 ljudi. Tudi število naročnikov strmo narašča in opažamo, da te vsebine ostajajo aktualne tudi v času, ko smo dvorane že odprli, ko nadaljujemo z različnimi dejavnostmi, koncerti, prireditvami. Ko smo spet lahko odprli vrata kulturnega doma, je okno v splet ostalo, saj opažamo, da te vsebine postajajo vedno bolj aktualne, ostajajo in s tem dosegamo tudi
tiste ljudi, ki morda nikoli ne pridejo v naš kulturni dom. Veseli smo, da ste z nami, bodisi na prireditvah v živo, bodisi preko spleta, in da ostajate podporniki kulture. Mi pa vam z veseljem svoje dejavnosti in kulturo prinašamo še naprej v naše dvorane, v naše knjižnice in v vaš dom. Naj kultura živi.